ki jo vodim, o gradbenih poslih. Najprej smo zaslišali Aleša Seliškarja, torej nadaljevali z zaslišanjem od prejšnjič, ko je povedal, da ne pozna objavljenih člankov o financah oziroma je želel, da mu damo čas, da si jih prebere. Jaz ocenjujem, da so tiste izjave, ki jih je takrat dal, resnične, ker jih v nadaljevanju ni zanikal. Zato sem mu v bistvu v nekem uvodu, ker sem mu poskušala razložiti, da je njihova družina verjetno samo eden izmed podobnih primerov, ki so se dogajali v Ljubljani, žrtev nekih drugih zgodb, ki se igrajo nekateri politični veljaki v mestni občini Ljubljana. Predvsem zato, ker ocenjujem, da njegovo pričanje prejšnjič ni bilo verodostojno, oziroma sumim, da je krivo pričal in enako tudi včeraj. Jaz sem včeraj sicer poskušala dopovedati, da je krivo pričanje kaznivo dejanje in da v nadaljevanju lahko sprožimo tudi ustrezne postopke, čeprav naloga ali pa želja naše preiskovalne komisije ni, da vlagamo ovadbe, pač pa da osvetlimo tiste dogodke, za katere ocenjujemo, da so koruptivni oziroma da nekdo od političnih veljakov izkorišča svoj vpliv in moč, ki jo ima. Pojasnila sem tudi, da, oziroma opozorila sem ga na to, da je izjavil, da njihova družina ni vložila predloga za spremembo namembnosti. Mi smo od Mestne občine Ljubljana dobili dokumente, kdo vse je vlagal, in med njimi so dvakrat vložili tudi oni, vendar kot je bilo ugotovljeno, oziroma pa bomo še ugotovili, je Aleš Seliškar zatrdil, da to ni podpis njegovega očeta, da to ni dokument, ki so ga vložili oni. V zvezi s tem bomo seveda v nadaljevanju vprašali še očeta Petra Seliškarja, vkolikor se bo dejansko izkazalo, da podpis ni njegov in da to ni njegova vloga, bomo naročili izvedenško mnenje grafologa in seveda podali ustrezno kazensko ovadbo. Aleš Seliškar je pač ponovno, kljub temu, da sem mu dala praktično v zvezi z nekaterimi izjavami, ki so bile objavljene v časniku Finance, enaka vprašanja, je na ta vprašanja odgovoril tako kot prejšnjič. Jaz sem pač ocenila, da razlika med tistim, kar je izjavljal takrat za Finance in tem, kar govori danes, je velika. In od nadaljnjih pričanj, naprimer gospe Jelovčanove in drugih, bo odvisno, ali bomo potrdili sum lažnega pričanja oziroma krivega pričanja, da so bile podane izjave včeraj lažne. Del izjav je sicer potrdil, torej da je kupil tax group in vse tisto, ni pa se, vsaj z njegove strani ni bilo potrjeno, da je pri poslu sodeloval tudi sin ljubljanskega župana Jure Janković. On trdi, da ga zraven ni bilo, kot tudi predstavniki podjetja Tax Group, Klemen Šešok, ki je to prejšnjič govoril. Vendar, kot rečeno, razlike teh dveh pričanj, pa tudi tistih izjav izpred leta, so tako očitne in nasprotne, da bomo verjetno vložili ovadbo zaradi suma krivega pričanja. Povedal je včeraj, da se je tudi pred pričanjem posvetoval s Klemnom Šešokom, če bi bile stvari pač zaključene za njih, tako kot govori. Mi smo to prodali, stvar nas več ne zanima. Ne vemo, zakaj se je bilo potrebno posvetovati s Klemnom Šešokom. Kot sem rekla, bomo počakali pa še na pričanje očeta Aleša Seliškarja glede teh sprememb in pa potem naročili grafologa, če bomo pač ugotovili, da je morda res obstaja sum ponareditve njegovega podpisa. Glede pričanja Matija Šešoka, potrdil je, da so za Jureta Jankovića opravljali nekatere storitve, da jih še opravljajo, da so sodelovali pri sestavi posojilne pogodbe, torej najprej razdružitev podjetja Elekta, kar nas je malo manj zanimalo, predvsem so nas druge stvari, in sicer, da so sodelovali pri sestavi posojilne pogodbe med Juretom Jankovićem in Marjanom Pišljarjem. Namreč na prejšnjem zaslišanju, torej prejšnji teden, ko smo gospoda Pišljarja zaslišali, smo te podatke dobili, da je
Klemen Šešok pri tem sodeloval in stvari pripravil. Oni so sicer v nadaljevanju dali izjavo, da pri notarju pri podpisu pogodbe niso bili, kar je res, ker pač tam nima Fidela, so pa pripravili vse stvari do takrat in nas so pač zanimale stvari do takrat. Glede tega posojila 3 milijone evrov, ki je bilo nakazano na osebni račun in do danes ni vrneno, smo se potem na zaprtem delu dogovorili, da bo komisija predlagala oziroma se obrnila na Urad za preprečevanje pranja denarja in na Davčno upravo Republike Slovenije, ker seveda so taki zneski povezani z nekaterimi obveznostmi, torej banka je dolžna obvestiti urad in urad mora preveriti, ali gre za sum pranja denarja. S tem se ukvarjamo predvsem zato, ker želimo ugotoviti, ali je bil ta denar, torej ta sredstva, ali so bila plasirana v nakup katerega od zemljišč, ker se je to dogajalo v letu 2009, torej v času pred sprejemom prostorskega načrta v Ljubljani. No, še nekaj časa nazaj ti lastniki ali pa vključeni v razne posle v Ljubljani niso želeli ali pa niso priznali lastništva, vendar se očitno z vprašanji in s pričami in soočenji približujemo dejanskemu stanju. Klemen Šešok je na enem od zaslišanj rekel, da ustanavlja podjetje na Cipru, predvsem zato, ker je to davčna oaza in tako naprej. Pa tudi na britanskih Deviških otokih, Lichtensteinu in podobno. Vendar samo ocenjujem, da ne gre samo za davčno oazo, ki je ugodna, torej ugodna davčna politika tam, pač pa predvsem za skrivanje lastništva, premoženje in lastništva. Namreč včeraj sem predstavila tudi eno shemo, jo imate tudi v gradivu, o kateri sem gospoda Šešoka povprašala. Shema je sicer iz leta 2009, včeraj je bilo povedano, da so se nekatere stvari v tem času že spremenile, predvsem zato, ker pač nihče noče držati vročega kostanja v rokah, očitno. Zato se nekatere stvari spreminjajo, vendar pa po predstavljeni shemi so formalni lastniki teh podjetij na, kot sem rekla, Cipru, Lichtensteinu, britanskih Deviških otokih in tako naprej, zato da je pač težje ugotoviti, kdo so dejanski lastniki. Matija Šešok je včeraj izjavil tudi, da pri hotelu Kubo Jure Janković ni sodeloval oziroma da je bil samo mediator, ker je pač nekoga poznal, s katerim se je bilo treba nekatere stvari dogovoriti. Vendar pa je bilo to že včeraj demantirano v medijih, veste, po objavi, da je na to družbo nakazoval denar in bil tudi porok. Enako je bil porok tudi Tax Group, tako da je tudi Matija Šešok krivo pričal. Včeraj so bili objavljeni dokumenti, mi bomo seveda tudi zahtevali in dobili. To so bili dokumenti iz leta 2009, od takrat, ko smo predstavljali tudi to shemo. Do danes so se neke stvari res spremenile, vendar pa gre za ključno obdobje pred sprejemom prostorskega načrta in takrat se je očitno veliko trgovalo z parcelami, spreminjalo lastništvo in podobno. To je za nas pač zanimivo, ker ugotavljamo povezavo vseh teh sprememb na določenih lokacijah v povezavi z spremembo prostorskega plana Mestne občine Ljubljana, ki jo seveda vodi župan Zoran Janković. Kot rečeno, mi ugotavljamo politično odgovornost in tukaj zelo utemeljeno lahko sumimo, da je do zlorab prišlo. Za nadaljevanje pričanj bomo to poskušali tudi dokazati in potem ustrezno ukrepali. Verjetno bomo od Urada za preprečevanje pranja denarja bomo zaprosili tudi za analizo denarnih tokov teh družb, ki so na Cipru, torej kako so potekale transakcije tja ali nazaj na slovenska podjetja, banke, zavarovalnice. In pa, kot sem že rekla, tudi na davčno upravo bomo zaprosili v zvezi s tem poslom, tudi verjetno še s kakšnim drugim poslom. Naslednji teden, oziroma ne naslednji teden, 17. februarja imamo predvideno zaslišanje Petra Seliškarja in pa
ne vem, kje je Lovčan, jaz upam, da tokrat pridete in bomo lahko nekatere stvari razjasnili. Potem bomo pa nadaljevali z lokacijo na Barju, kjer bomo zaslišali Damjana Jankoviča, direktorja podjetja Branton, ki je želel to zemljišče kupiti in je bila že sklenjena predpogodba, in pa direktorja Hypo banke, gospoda Potočnika, ki je za te transakcije dala kredit.